Na pustno soboto dopoldne je pustna povorka potekala skozi Sveti Tomaž, kjer Fašenk po Tomaževsku v sodelovanju z domačo občino organizira tamkajšnje turistično društvo. Pred številno publiko in komisijo, ki so jo sestavljali poznavalci in strokovnjaki, predsednica Nevenka Korpič, Marjana Geč, Petra Prelogar, Natalija Volmut in Dejan Kosi, se je sprehodilo 16 skupin. Najprej so se predstavili vražji kurenti iz Spodnjih Ključarovcev in z bučnim zvonjenjem naznanili, da se dogajanje pričenja. Sledila jim je skupina kurentov iz Miklavža pri Ormožu, ki so s seboj pripeljali tudi društvenega pokača, kot radi rečejo, in skupina iz kurent društva Skok iz Ormoža. Potem se je predstavilo 9 šolskih skupin, vsaka je prejela po 60 evrov nagrade za sodelovanje na povorki. Med tekmovalnimi pustnimi skupinami pa se je v nadaljevanju predstavilo še 7 skupin, in sicer Baba deda nosi ali sodobna mobilnost iz Doma starejših občanov, Maska strašilo, skupina Bitkoj Brlünc in Prleški cigani. Tretje mesto in denarno nagrado v višini 200 evrov so prejele državne ovce iz Svetega Tomaža. Na drugo mesto so se uvrstili Obrški mlinarji iz Mladinskega društva Obrež in prejeli 300 evrov. Najboljša pustna maska v Svetem Tomažu pa so bili čistar friški piceki iz Šalincev, ki so prejeli 400 evrov. Povorka se je tudi zaključila s plesom kurentov iz Ptujskega društva Pogum. Na pustno soboto popoldne pa so maske preplavile tudi Središče ob Dravi. V pustni povorki, ki je potekala po cesti ob Trgu talcev in si jo ogledala množica obiskovalcev, jih je sodelovalo okrog 800. V Središču ob Dravi je letos bila že 29. pustna povorka, ki jo v sodelovanju s občino in vsemi ostalimi društvi organizira tamkajšnje turistično društvo. Tudi letos so najboljše maske nagradili z denarnimi in praktičnimi nagradami. Za presojo je bila zadolžena ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali Nevenka Korpič, kustosinja Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, Nevenka Kavčič, sekretarka Štajerske turistične zveze in Jože Sovič, turistično društvo Mislinja, ter Franjo Soldat, predsednik Medžimurske grude Dujnkovec. V povorki je sodelovalo 29 pustnih skupin, ki so tekmovale v različnih kategorijah. Na čelo povorke je tradicionalno zaigrala godba Napihala Središče ob Dravi, oblečena v kavbojce in indijance. Sledil je nastop kurentov, skupina je bila sestavljena iz kurentov iz Miklavža pri Ormožu in iz ormoških društev Kurent in Skok. Sledila je predstavitev 5 vrtčevskih skupin. Prvo mesto je osvojil vrtec Na Vihenček Središče ob Dravi, skupino Gumbeki. Drugo mesto je zasedel vrtec Miklavž pri Ormožu in Kok, s temo Muca Copatarica. Tretje mesto pa je pripadlo vrtcu Na Vihanček Središče ob Dravi, skupino Sončki. V kategoriji osnovnošolskih skupin je prvo nagrado prejela Osnovna šola Stanka Vraza s temo Lectova srca. Drugo mesto je pripadlo drugemu razredu osnovne šole Središče za izvirno predstavitev Ekološki vrtnarji. Tretje mesto pa četrtemu razredu osnovne šole Središče s tematiko Smrkci. V obeh omenjenih kategorijah so bile podeljene denarne nagrade. Prva 3 mesta so prejela denarno nagrado v višini 100 evrov za prvo mesto, 80 evrov za drugo mesto in 60 evrov za tretje mesto. Vse ostale vrtčevske in šolske skupine so prejele po 40 evrov in praktične nagrade.
V kategoriji odraslih skupin je skupaj sodelovalo 14 pustnih skupin. 6 skupin od 14 se ni potegovalo za nagrade. Med njimi sta bili tudi 2 skupini iz sosednje Hrvaške, in sicer mažoretke iz Nedelišča, oblečene v zujalice oziroma ose, in pihalni orkester občine Nedelišče, oblečeni v pirate. Za nagrade pa se je potegovalo 8 karnevalskih skupin in prvo mesto je osvojila skupina Zumbolivud, telovadnega društva Partizan Središče ob Dravi, ki je prejela 300 evrov. Drugo mesto so osvojile Zlate ribice z Juršincev, kulturno-etnološkega društva Juršinci, in prejele 200 evrov. Tretje mesto pa so osvojili Obrški mlinarji, mladinsko društvo Obrež, in prejeli 150 evrov. Ostalih 5 karnevalskih skupin je prejelo tolažilne nagrade v višini 50 evrov in praktične nagrade v vrednosti vsaj 120 evrov. Ormoški fašenk v pustnih dneh prinaša več dogajanj, ampak pustna povorka po mestnih ulicah še vedno ostaja najbolj množično obiskan dogodek. Po nekaterih štetjih bi letos naj bila to že 61. povorka, ki so se zvrstile skozi desetletja. Gre torej za tradicionalni pustni karneval, ki ga v Ormožu prirejamo na sam pustni torek ob 14. uri. Tako kot vedno je na čelu povorke zaigrala godba glasbene šole Ormož, zaplesale pa poskočne mažoretke, tako kot godbeniki, oblečene v minijone z dirigentom Grujem na čelu. Sledila je skupina kurentov iz ormoških društev Kurent in Skok, iz Miklavža pri Ormožu in iz Cvetkovcev. Nato so se pred številno publiko predstavile vrtčevske in šolske skupine. Bilo jih je 15, a so v večini bile združene in zato zelo številčne. Ocenjevalna komisija, v kateri so bili priznani strokovnjaki z področja dediščine in etnologije, etnolog dr. Janez Bogataj, oblikovalka vizualne podobe Stanka Vauda Benčič in etnologinja ter kulturna antropologinja Monika Vehovar, je skrbno ocenila nastope in izvirnost skupin. Med vrtčevskimi oziroma šolskimi skupinami je kot najboljšo dediščinsko skupino ocenila Lectova srca, osnovne šole Stanka Vraza Ormož. Skupina je prejela nagrado 100 evrov. Kot najboljšo dediščinsko skupino pa masko Rusa, ki jo je predstavila skupina Hop Hanzeki iz Ormoža in je prav tako prejela nagrado 100 evrov. Odraslih karnevalskih skupin je sicer bilo 10. Prvo mesto je ocenjevalna komisija dodelila Lindtvortom iz turistično-etnografskega društva Sodinci, ki so prejeli nagrado v višini 1000 evrov. Na drugo mesto so uvrstili čebelarsko zgodbo turističnega društva Središče ob Dravi, ta je prejela 600 evrov. In na tretje Hujde vrage iz Dornave, ki so prejeli 400 evrov. Letos je v povorki sodelovalo čez 1200 mask, ki so po povorki bile deležne brezplačne malice. Vsi ostali obiskovalci povorke pa so imeli možnost za veselo pustno rajanje ob zvokih DJ-ja Grlica.